Gospa Zalokar, če bi se odgovorni res želeli zaustaviti nasilje med otroci, osnovnošolci, kaj bi bilo potrebno storiti po vaše? Kaj bi stroka in politika morala priznati, da obstaja v Sloveniji? V bistvu že ta uvod je bil zelo dober in je tudi naslovil bistvo problema. Dejstvo je, da se pač gledamo te posnetke, ukvarjamo se z nasilnimi, agresivnimi vedenji otrok in mladostnikov, v bistvu pa sploh ne vemo, zakaj pri njih gre. En poseben problem predstavljamo seveda tudi vzgojni zavodi. Po statistiki več kot 30% otrok in mladostnikov, ko pride v vzgojni zavod, predhodno nima urejene oziroma niso bili diagnosticirani. Torej, mi ko mladostnika dobimo nasilnega, kakorkoli že, ne vemo, kaj je z njim narobe, se pač soočamo z raznimi nasilnimi dejanji. In to je svojevrsten problem v Sloveniji. Namreč bilo je, mislim, da je bilo leta 2019, ko sem se že predhodno v tujini podučila o določenem podtipu motenj, ki je bil danes povedan, to so tako imenovane brezčutne, neobčutljive poteze, se v to poglabljala, hodila po državah, kako delajo, kaj delajo in se potem povezala z eno glavnih strokovnjakih svetovnih, Esi Viding iz Anglije, jo tudi povabila skupaj z Združenjem za otroško in mladostniško psihiatrijo in smo leta 2019 v Sloveniji izvedli seminar za šolnike. Mislim, povabili smo vse ključne akterje. Seminar je bil odličen. Bil je govora o otrocih z brezčutnimi, neobčutljivimi potezami. Poleg je bil pa tudi strokovnjak klinične stroke, ki se z družinami in otroci ukvarja in je tudi povedal in predstavil programe. Jaz sem naivno, res naivno mislila, no zdaj pa zdaj bo pa tudi Slovenija k temu pristopila in sem vam prinesla pokazati cel kup raziskav iz tujine, ki to kategorijo otrok prepoznava že najmanj od leta 2000-2004. So raziskave izvedene, so podatki oziroma za kakšno skupino otrok gre in kaj potrebujejo v tujini dosti dobro poznani. In jaz sem res mislila, no zdaj bomo pa tudi pri nas začeli to delati. Ampak, kot je bilo povedano, in to dejansko drži, te otroke zdravstvena stroka prepoznava te poteze in tudi vedo, na kakšen način z njimi delati. In potem tukaj nastopi pa problem, ker tukaj je pa pedagogika, sociala in drugi akteri, ki bi morali k temu pristopiti. S strani teh strok, tudi jaz osebno so me skušali degradirati in napasti, da kaj jaz govorim, da so otroci psihopati in tako naprej. Torej, poskusi degradacije so bili in bodo še, to mene ne zanima. Jaz sem znanstveno naravnana in ne ideološko in to se mi zdi zdaj tudi tako, kot je notranji minister zelo jasno rekel, zadnji apel, dajmo mi malo res pogledati in pristopiti k vsakemu otroku, torej k diagnostiki tega otroka, kaj je vzrok, kaj je v bistvu razlog tega njegovega nasilnega, nevarnega vedenja. In kaj vi pravite, da je treba najprej si mora slovenska družba, politika priznati, da taki otroci obstajajo in kaj jih čim prej ugotoviti, kateri so ti otroci, ker če ne, se nam bo to nadaljevalo. Glejte, seveda, saj se. Saj mi smo te otroke prepoznali prvi v vzgojnih zavodih leta 1989. Ponavljam, poglejte si raziskavo iz leta 2010, ko smo jo delali vsi centri, vsi vzgojni zavodi in že takrat se je identificirala skupina otrok, s katerimi nihče ni znal delati in nobeden si ni upal delati z njimi. Mi smo jih izključevali, ne sprejemali, ker so bili preveč nasilni, hladni, brezčutni. Mi smo na to opozarjali, na to, kar smo opazili, ampak nam je bilo povedano, da ne opazimo prav, da otroci pa ja ne morejo biti taki. Torej, nek tabu, da to ne obstaja. Žal obstaja. Tako je in o tem se bomo mogli pogovarjati na znanstveni ravni in ne na ideološki. Ta tema je še vedno tabu. In potem po tem seminarju, po teh podatkih, ki ste jih ta vrhunska svetovna strokovnjaka v Sloveniji predstavila, vam povem, da je prišlo polno zelo presenečenih ljudi, tako iz vrtcev, šol. Ja pa kako, Leonida, da o tem mi nič ne vemo? In jaz sem enostavno rekla, vprašajte na fakultete. Saj fakultete so tiste, ki naj bi updatala znanje, ki naj bi sledile stroki. Je pa dejstvo, in to tudi študentje povejo iz nekaterih družboslovnih fakultet, kako je na naših fakultetah vse ideološko naravnano. Niti nekatere fakultete ne želijo slišati besedo motnja. Predstavlja se tudi nasilneže kot izključno in samo žrtve družbenih razmer, takih razmer. To v bistvu lahko vse drži, ampak
To, da jaz lahko recimo z nasilnežem sočustvujem zaradi njegovih razmer, ne pomeni, da mu ne bom pa istočasno meja postavljala in ga skušala prevzgojiti. Ampak kaj bi morali zdaj spremeniti? Ne? Pravite prvo priznati, da takšna skupina mladostnikov obstaja, kako jih potem obravnavati in kdo bi jih moral obravnavati, da bi, kot pravite, ne, pravi čas naslovili to skupino, da ne bi prihajalo do tega nasilja. Torej, oni so prepoznani. Jaz mislim, da bi bilo res treba pogledati študijske programe fakultet, ki se ukvarjajo oziroma ki so nekako tudi poslane za delo z otroci in mladostniki. In če, to so pedagoška fakulteta, fakulteta za psihologijo, ne vem, ampak vsi tisti programi, ki se dotikajo dela z otroci, prepoznavanjem motenj in programi dela, vse to bi bilo treba v našem prostoru zelo, zelo prevetriti, ker marsikaj ni na znanstveni osnovi, temveč na ideološki. To zatrjujem in zato imamo vse argumente. Ko mi povemo kakšnemu profesorju ali pa akademiku, to so zgroženi, ker to v Sloveniji ne obstaja. O tem ni priljubljeno govoriti. Torej, po njihovo, je Slovenija edina država, ki tovrstnih otrok nima, kar ne drži. In tisto, kar je pa še bolj sprevrženo, je pa to, torej, če jaz nisem imel s tem opravka, če jaz nisem tega izkusil, potem tega ni. In dokler tega ne bomo naslovili, pravite, ne bo rešitve. Problem ne bo rešen, ker to so tudi te strokovnjaki tuji pokazali. Tudi tem otrokom ne bo mogel nihče pomagati. Ne. In te otroci in njihovi starši so diskriminirani. Mi v iste programe tlačimo vse otroke. Tako take z lažjimi motnjami, pa malo socialne probleme, istočasno pa tudi te otroke, ki imajo lahko redko kdo. Imeli smo primer, ko smo dobili otroka, kjer je bilo napisano vedenjska motnja, brezčutne neobčutljive poteze. Na prste ene roke jih lahko preštejem. Vsi tisti, ki nam jih napotujejo v vzgojne zavode preko sodišč in kjer ni bila izvedena diagnostika iz takih ali drugih razlogov, pa mi opažamo. Jaz sem se ob teh otrocih šele naučila, kaj je to. Saj tudi jaz nisem imela izkušenj, ampak treba se v to poglobiti. Treba je z njimi delati in treba jih je dati v ustrezne programe. In v Angliji, to bi vam pa res želela pokazati, jaz upam, da bodo videli, v Angliji imajo prav posebne programe tudi za učitelje, da ločujejo vedenjsko motnjo od teh brezčutnih neobčutljivih potez. In ko to prepoznajo, takoj pridejo strokovnjaki, tako otroci kot starši so vključeni v ustrezne programe, ki so specifični in v ničemer podobni temu, kar se pri nas v Sloveniji deklarira. Da ne govorim o raznih družinskih in drugih terapijah, ki so v našem prostoru za to vrsto otrok popolnoma kontraindicirani. Najlepša hvala, da ste bili naši gosti. Hvala vam.